Zdi se mi je prav prijeti, da današnji video začnemo pri cerkvi, ker pač Bog se usmil. Tule je moja nova Fiat Multipla, ki sva jo par dni nazaj šla iskat v Tržič. Ne samo, da je ta zadeva do doma prišla, dejansko je prišla brez kakšnih problemov. Za 20 let starega Fiata je tu kar impresivno. Tipelca še zdaleč ni perfektna, recimo za odpiranje vrat imamo tole rešitev. Mašina sicer laufa čudovito, ampak vseeno, ja, ima določene probleme. Baje moramo kontaktirati garažo, ja, ne vem kero. Tale video bo dokumentiral moj ta prvi teden s tole italijansko lepotico. Ja, drugač. Tukaj na sredini je še en zic, če slučajno nisi vedel. Zdajle gremo do Trebenga v knjižnico vrniti eno knjigo, pa ko bomo tam, se mi zdi smiselno hkrati čez Tiplo na optiko. Samo da si boš predstavljal, če hočeš iti naravnost, je volan obrnjen nekako takole. Ja, tu ni dober. Včeraj do optike nisem prišel, ker sem dobil eno ful dobro novico. Moja mami mi je rekla, da ima doma spravljene skoraj nove gume in baje so iste dimenzije. Lejo, lepotico, speča. Morebiti bodo zdaj začela vrata delati. Takšno je življenje v Multipli. Drugač pa en fun fact v tej Multipli je, da ima določeno plastiko iz faceliftene Multiple, tako da volan recimo je malo novejši, pa je plastika nasplošno temnejša. Tu so pa ti shitboxi, ja, veš. Dejansko so iste dimenzije, kar je šokantno. Edin problem je, ker so tele Yokohama paletne. Ampak Tipelca je vse ni šla na bolj kakor drugi avto, verige pa imam, tako da načeloma se mi zdi, da bi mogli biti ok. Drugač pa, če te zanima zakva, ima Multipla rit ničko ni zbočeno, je tu zaradi tega, da lahko ti pod prtljažnikom čist normalno stojiš. To je pa kar impresivno. A ni drugač tu tako ful zanimiv two-car solution? A je tu dober kot? Mogo si vam zrihtati eno stojalo, ker tule ne zgleda. Ja, kaj je, zgledam cool ali ne? Ni treba odgovoriti. Ok, gume zamenjane, optika narejena, zdaj pa da vidimo, če je kaj pomagal. Holy shit, stari, volan je dejansko naravnost. Dober, še zmer ni nek višek preciznosti, ampak to ravno ni bila, tudi kaj je bila nova. Opažam pa, da na tehle ozkih dolenjskih cestah Tipelca ni glih idealna, ker je ful široka. Zdaj imam pa za vas še eno presenečenje, ker se zdajle dobim s ful posebnim gostom. Pred hiše je parkiran Suzuki Baleno. I wonder who it could be. To je bil dober cajt, da sem porajtil, da mi troble ne dela. Fantastično. Živ majstri! Dominik tukajle je bil noro zainteresiran, ker sem mu povedal, da bom obavil Tiplo. Jaz sem en cajt pričakoval ta avto in v realnosti je res grd and I like it that way. A ni tu perfektna taka zimska / jesenska idila? Je pa to v bistvu prvi 5-vraten avto, kar sem ga v lifeu imel. Malo spominja na Zizentrigger, evo ti. Sprobo. Tu imaš ti neki zaklenen. Torej, Shitbox Meister nam bo dal Shitboxu pogled v Multiplo. Kako se ti zdi po pari kilometrih? Boljš kakor kjerkoli moj avto. Res se mi dopade, sploh ta čudna prostornost avta, ker smo ponad rajš manjše avte. Pa radio ne dela. Ampak piše pa Multipla gor, tako da to je nekaj. To je nekaj. Meni se zdi, da je počas cajt, da vam tole zadevo mičkam bolj podrobno predstavim. Kaj sploh je Fiat Multipla in zakaj izgleda tako, kakor izgleda? Ker Fiat jeseni leta 97 tole zadevo predstavil na frankfurtskem avtomobilskem salonu, je folk najprej mislil, da se zajebavajo. Predstavljaj si šele šok, ki je folk zvedel, da bodo tole zadevo dejansko dali v produkcijo. Avto res zgleda kot neka jezna raca, ampak zato obstaja zelo dober razlog. V poznih 90-ih je minivan segment v Evropi doživel en ogromen boom. So se pa ti avti delili na dva dela. Imel si avte kakor Xara Picasso pa Megane Scenic, ki sta sicer imela veliko placa, ampak ne zadost za 7 ljudi. V drugi skupini si imel pa avte kakor Opel Zafira pa Volkswagen Charan. Zice so imeli v 3 vrstah, kar je pomenilo, da je noter lahko sedelo več ljudi, ampak je bil pa avto ful večji. No in ko so se pri Fiatu odločili, v katero izmed teh 2 skupin bo padla Multipla, so rekli, jebeš to, mi bomo naredili svojo špuro. 3 zice v sprednji vrsti in še 3 v zadnji. Hkrati ima pa še zmeraj čist podoben prtljažnik.
Inženirjem je tu ratalo narediti zaradi tega, ker so avto naredili občutno širši. Tale zadeva je 16 cm širša, kakor Megane senik prve generacije. Ampak genialnost Multiple se ni končala samo s tem, koliko ogromno placama. Tale štedleča zadeva na kljuki je tukaj zaradi tega, da si lahko ob parkiranju varno naslonil vrata, brez da bi poškodoval barvo. Kar je zdaj 22 let kasneje hecno, ker pač je barva itak vprašljiva. Posod, kamor pogledaš v tem avtu, imaš razne odlagalne površine. Tale centralna zadeva zgleda kaotična, ampak po drugi strani imaš pa praktično vse na enem mestu. Paštevce imaš tudi na sredini zaradi tega, da je pred tabo lahko en plac, kjer lahko shranjuje svojo šaro. Isto je tudi na sovoznikovi strani. Tudi tale dizajn kljuke je čuden, ampak v bistvu v praksi deluje super. Pa sredinski zid se lahko komod zloži, kjer imaš pol cup holder, pa plac za telefon. Ful uporabno. Da ne rečem, koliko je ta zadeva pregledna. V bistvu je šajba skoraj toliko velika kakor vrata, kar v praksi pomeni, da šajba nikoli ne gre čisto dol, ampak okej, pač it's a multipla. Pa ogledale so že leta 98 imele tudi tale del, da si videl tudi mrtvi kot. Samo en popravek, tale spodnji del ni za mrtve kote, ampak ti pomaga pri parkiranju. Kar je pa mene noro presenetilo pri tem avtu je preprosto, kako dober je narejen. Ta avto ima neironično ful manj plastike, kakor moja Fiesta. Plus v teli armaturki dejansko kakih orank čričkov ni. Multiple so bile daleč najbolj legendarne z 1.9 dizelsko JTD mašino. Zdaj moje je nažalost 1.6 benziner, ki so pa mašine vseeno vzdržljive, čeprav je pa res, da so mičkem bolj žejne. Po neki logiki je tale zadeva bolj žejna, kakor moja Fiesta. Pa ko smo že pri sprednjem delu, ne? Tule so kratke luči, medtem ko so tule dolge. Nameščene so višji in neironično po noč noro dober svetijo. Ja, se jo bo treba malo spucati. Drugače je pa ročna pri vratih, zaradi tega, ker je tamle pač valjda zic. Tipla je bila 15 cm krajša od Golfa 4, ampak je imela udoben plac za 6 ljudi. Tu je pa kar genialno. Ampak nek prodajen hit pa nažalost nikoli ni bila. Tale je letnik 2003, ampak let kasneje so pa pri Fiatu naredili facelift, kjer so multiplo probali narediti malo bolj normalno, ampak nažalost je s faceliftom ta avto zgubil dosti svojega čarma. Skupaj so jih od 98 do 20 prodali manj kot 400.000. Lani jih je v Sloveniji bilo registriranih samo še 126. Zdaj se mi pa mičken mudi naprej, tako da današnji dan sem pa komaj čakal, ker je končen cajt, da tole zadevo malo spucamo. Sej vem, da je shitbox, ampak tudi shitboxi si zaslužijo malo ljubezni. Najprej jo bomo sesali, polje bomo šli pa še uprat. O, Jezus Kristus. Cajt za montažo! Sem pa porajal, da je en minus tega avta, da je absolutno fucking ogromen, tako da sem ga pucal ful like, kakor sem mislil. Očitno bomo šli v upravljenco po noč. A misliš, da je Fiesta kaj ljubosumna? Mislim, še zmer je grda, ampak zdaj vsaj je čista. Danes imamo atmosferci sestank v Ljubljani in lahko bi vzel avto, ki ima poln tank, vinjeto, delujoč radio, Bluetooth celo. Fuck. Life is good, ne? Se mi pa zdi, da dost pove, da niti več ne dvomim, da bo tale zadeva prišla do Ljubljane pa nazaj, tako. Dejansko tipelci mičken začenjam zaupati. Odkar je bila narejena optika, je tale avto čist drug. Torej, jaz sem opazil še eno tako shitbox lastnost. Dizel. Avto je bencin. Evo, mi smo pri Bedlogu in tu brez bilo kakšnih problemov. Zdaj pa, pojmo pogledati, kva si v teli zadevi mislijo moji sodelavci. Bo, sedna. Bobo. Pa lej ta števc, ne. Lučke gorijo ko pri Ferrariju. Vidim tudi, da si že misco postavil, da lahko... Ja, to je za cup holderja. Od cvetana iz mokrovnega šunko narezal, ne. Lej, multipla je tako posrečeno oblikovana, ne, da se moraš malo zaljubiti v njo, ne. Ampak veš, če pa pogledaš ta tepih, ne, lej, to je ko
obložen kot hodnik hotela v San Remo leta 78. Sestanek je uspel, malo smo si še multiplo pogledali, pa zdaj, ko sem gliže v Ljubljani, gremo iskat še en ful poseben modelček tam na Kolodvorsko. Če te slučajno zanima, kater modelček sem prevzel, je bil pa tale Jugo. A veš, da je diecast od tehla avto v bistvu ekstremno težek za najti, tako da sem prav happy, da sem najdel tega, ki se zdi dobro ohranjen. Včer in danes do zdajle sem basically cel dan edital, kar pomeni, da je tiplica počivala. Footage mene, kako cel dan visim za računalnikom, ni glih neki ful zanimiv. Bi si pa vsem zdajle vzel par minut, da grem čez svoje občutke. Torej, če dejansko obžalujem, da sem to zadevo obavil. Itak, da ne obžalujem. Ta zadeva je dokazala, da tudi v letu 2025 še zmer lahko dobiš poceni avto, ki je in zanimiv in šokantno dailyable, če je tu sploh beseda. Ja, okej, tiplica ima svoje finese, ampak tudi, da sem jo obavil, je še zmer bila ena izmed najboljših odločitev, kar sem jih letos naredil. Plus, kad naenkrat sem dobil ene par ponud, da kupim še kak drug avto, tako da bom videl, v katero smer bomo šli. Če si v temle videu užival, pa bi te prosil, da stisneš like in subscribe, ker mi ful pomaga, pa hvala, ker si pogledal do konca.